Ste že razmišljali, da bi se lotili lastnega posla? No, o tem bomo govorili tudi v današnji oddaji. V vrtincu pa najprej o podjetnosti mladih. Podali se bomo namreč v ustvarjalnik, podjetniški peskovnik, ki mladim ponuja mentorstvo in pa pomoč, ko želijo prvič stopiti na podjetniško pot. No, več o tem z Matijo Goljarjem in pa Katjo Kelvišar. Dobro jutro obema. Za sam začetek, torej ustvarjalnik, podjetniški ustvarjalnik, kaj dejansko to je? Nekaj sem omenil, mentorji, mladi, ki se želijo pomerjati v podjetništvo, pa vendarle v realnosti, kaj to predstavlja? Evo, predstavljati si eno tako moderno veliko podjetniškega inkubatorja, kjer ni samo to, evo, tole imaš prostor, zdaj pa lahko delaš, ampak je to malo bolj domačno, malo bolj sproščeno. In zraven so na voljo podjetniški mentorji. Vsak, ki ima idejo, pa je to neumna ideja ali je to ideja, ki je prepričan, da bo prinesla $1 milijon, jo lahko pride predstaviti in potem v ustvarjalniku dobi vse tisto, kar potrebuje, zato da jo lahko tudi realizira. Se pravi, pisarno v prvi vrsti, zraven pa tudi podjetniške mentorje, ki bojo pomagali z nasveti, s kontakti, tudi če bo potrebno kako investicijo poiskati, se bomo potrudili. Nasploh vse tiste stvari, ki jih drugače ne bi mogel dobiti, če ne bi že dobro poznal nekoga v poslu. Matija, to zveni zelo zapleteno. Kako se lahko nek mlad človek najde v tem, kdo je primeren, kdo se lahko v tem pomeri in na kakšen način naj pride zraven, če rečemo v narekovajih? Pa jaz imam občutek, da vsak hoče na nek način malo zaslužiti. Študentje, dijaki, kdorkoli, tako malo po strani. In ne vem, jaz imam vedno vtis, da vsi mladi, ki hodijo okrog, imajo nekje na koncu v glavi tisti priblisk, ja, veš, tole bi se pa sigurno splačalo. Imajo dobre ideje, le do realizacije torej manjka. Imajo dobre ideje, realizacija je pa samo stvar tega, da se spravijo, da poskusijo, pa da jim nekdo pri tem pomaga. In zato smo postavili ta prostor, za ta ustvarjalnik. Katja, ti si bila ena tistih mladih z dobro idejo in potem tudi ob spodbudi uspela to idejo realizirati. Zanimiv projekt, če tako poskušam razložiti, virtualnega prikaza, kako ti pašejo očala, naprimer. Zveni preprosto, verjetno ni tako zelo, pa vendarle je uspelo. Ja, v bistvu skoraj, mislim, zelo veliko idej bazira na nekem problemu in tudi mi smo se tega lotili z reševanjem nekega problema. In to je bilo, da ko vstopiš v optiko, je tam ogromno očal, ne vem, nekaj 100. In jaz ne vem, katera točno bi izbrala. Zdaj, da bi vsake posebej odklepali, 200 jih 100% ne bo mogla pomeriti. In jaz sem si rekla, zakaj ne bi mogla imeti tista očala, ki mi najbolj pristajajo. Pa naj bodo to sončna ali pa korekcijska, katerakoli. In zaradi tega je prišla ideja ven, da bi se enostavno ali fotografiral ali pa preko spletne kamere usedel bi se na naslanjač in očala izberal okvire in očala bi kar tako pomeril. Dejansko kar od doma. V bistvu. Ja, tako v bistvu, kar preko domačega naslanjača. In to je v bistvu velika priložnost za prodajo očal prek spleta, ker vemo, da je to bil prej problem, ker ne veš, kako ti pristajajo. Kako je prišlo od te tvoje ideje, ki se je mogoče komu zdela do tega, da je dejansko ideja zaživela? Ja, v bistvu tukaj pa pride noter v zgodbo Matija, ko nas je prijavil na tekmovanje in to je bilo startup za mlade podjetnike. Sicer smo bili edina dijaška ekipa med študentskimi pa tudi starejšimi, ampak nam je nekako kar uspelo in smo naredili prvi prototip skupaj s programerji. Ja, in takrat se je v bistvu začela realizacija in tudi drugo mesto nas je zelo spodbudilo k temu, da smo sklenili, da to je pa to, kar hočemo. Mi hočemo delati na tem projektu in ga še bolj pripeljati in realizirati do konca. Tako, če imate kakšno vprašanje za naša gosta, telefone v roke in pokličite telefonski številki, ti se pridno spisujete tudi na vašem zaslonu. Kakšne težave imajo ponavadi mladi? Prej si že omenil, da ne vem, ideja je nekje zadaj, pa ne vedo, ali je dobra ali ni dobra. Prej so se pogovarjali, da ni neumne ideje, konec koncev. Ideja je, imajo občutek, da ta ideja je dobra, ampak ne znajo jo pa čisto razdelati. In tudi na prvo žogo, če se pogovarjamo o tem, ja, bomo gledali sončna očala, kako nam pristojijo na računalniku.
nič posebnega, ampak ne smemo reči, da ni nič posebnega, zaradi tega, ker z malo razdelave mi pridemo toliko daleč, da ugotovimo, da ko ima optika možnost, da nagovarja prek spleta svoje kupce, potem lahko nagovarja še ogromno več ljudi in bo na tak način si dvignila prihodek. In tako dejansko oni ne prodajajo več neke svoje aplikacije, ampak ponujajo eno zelo koristno storitev oglaševanja ostalim optikam. In na tak način se da vsako idejo nadgraditi. Mladi pa nimajo, in to je ena stvar, ki jaz opažam v našem šolskem sistemu, da nam manjka tiste ekonomske pismenosti, tiste podjetnosti, podjetniške žilice, da bi znali pripoznati, na kak način pa tisto, kar mi znamo, tisto, kar mi imamo na voljo in tisto, kar si mi zmislimo, na koncu tudi iztržimo. Nekoga imamo že tudi na telefonski liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Živa, Špela pri telefonu. Izvolite, Špela. Ja, nekako me zanima, kakšna je v bistvu ta starostna omejitev, ne? Mladi, kaj pa to spada. Sicer pa sem tudi sama hodila na podjetniški fakulteto, no? Pa dobiš sicer nekaj informacij, ampak se mi zdi, da vsem, ko se odločiš za zagon enega podjetja, je teh informacij pol premalo, ne? Ne glede na to, da sem končala ta faks, ne? In pol sploh ne veš niti kam se obrniti in zaradi tega, ker ne veš, v bistvu tudi nimaš poguma, da bi se s tem soočil potem naprej, ne? Najlepša hvala za vprašanje in pa razmišljanje. Še en telefonski klic imamo. Lepo zdrav komu? Ja. Pozdravljeni. Halo? Ja, očitno nam je gledalka ušla. Kot rečeno, starostna omejitev najprej za nekako vključitev v ustvarjalnik. To je ful dobra iztočnica dejansko. Jaz mislim, da podjetništvo nasploh nima starostne omejitve. Kdorkoli čuti priložnost, da bi rad bil podjetnik, pa se še ni nikoli spustil na te vode, je ustvarjalnik zanj odprt. Zdaj, navzdol smo omejeni s tem, da bo hitro prišla kakšna inšpekcija, če bomo imeli mladoletnike, ko bojo delali. To se pravi, kar je pod 15, mi bi ful radi pomagali, žal ne moramo. Kar se pa navzgor tiče, pa se, tako kot sem rekel, če je to vaša prva poslovna ideja, www.ustvarjalnik.org, tam imate točno prijavni obrazec, kjer lahko svojo idejo na kratko, na hitro predstavite. Ne rabite pisati elaborata. Tudi 99 let. Lahko tudi 100. Tudi 100. Dobro, še nekoga imamo na liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Dober dan, tukaj Sonja. Sonja, izvolite. Lepo prosim, eno pobudo bom mogoče bi dala. Jaz imam v Prekmurju en objekt v Črenšovcih, Beligrad, in ga že nekaj let ponujam praktično zastonj v najem, če bi kdo vzel mladi za pisarno ali za kakšno koli manjšo dejavnost. 5 bivših sob apartmajskih imam v objektu v prvem nadstropju in stojijo že več let prazne, s tem, da so zdaj izropane, ker so vlomili Romi. Teče preiskava. Nekaj majčkega vložka bi sam potrebno bilo, pa bi lahko mladi 5 naenkrat vzeli v najem. Vsaki svoj apartma bivši za pisarno ali za kakšno priročno delavnico. Sonja, ostanite še prosim na telefonski liniji, pa boste v režiji pustili vaše kontakte. Vsekakor verjamem, da se bo v Pomurju našel interes za takšen... Tako, najlepša hvala še enkrat. Hvala, enako. Kar jaz tukaj vidim je, vidite, takoj vidimo, da ljudje imajo priložnosti, da ljudje imajo stvari, s katerih se da nekaj narediti. Treba je samo malo pozitivne vzpodbude, treba je samo malo motivacije in pravega znanja. In to, kar je že prejšnja gledalka izpostavila. Šola nas nauči ogromno stvari. Teoretičnega znanja verjetno. Tako, ne nauči nas pa, kako prepoznati idejo. Mislim, eno stvar, kar tudi, ne vem, jaz kot zelo reden gost že dolgo časa ekonomske fakultete. Lahko rečem, da jaz zelo odlično vem, kako bi mogel menedžirati ogromno firmo. Ampak da bom jaz enkrat menedžiral ogromno firmo, bo mogla prej moja mala firma zrasti do te ogromne firme. Tega, kako bo pa ta mala firma zrastla, ali pa še prej, kako bom jaz prišel od točke nič, sploh do prve prodaje, do prve firme, tega pa noben ne nauči. In ravno zaradi tega spet smo se odločili, da ponudimo podjetniške delavnice mladim na srednješolskem nivoju, pa tudi kasneje potem na nivoju fakultete in zato ta projekt. Čim prej to osvajanje znanja. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lepo zdrav. Ja, dober dan. Dober dan, izvolite. Brane pri telefonu. Jaz poslušam tele dva mlada inovatorja, bom tako rekel. A imate kakšno idejo, kako
recimo industrijskim oblikovalcem ali pa kjerkoli to ponuditi neko šanso, da bi dejansko lahko odprl gospodarsko rast v Sloveniji. Ali pa vsaj, da se nekih oblikovalcev, ali jaz sem se pač osredotočil na oblikovalce, lahko pa tudi drugih, ki potrebujejo podjetja, da se to spelje na druga tržišča. Tako da dejansko ne bežijo ljudje v tujino, ampak ostanejo doma in so recimo malo bolj prepričani, da bo tudi doma kaj uspel. Tako, najlepša hvala. To bo ravno moje naslednje tudi nekako vprašanje. Kakšna je podpora v slovenskem gospodarskem okolju za te male, nore ideje, ki lahko postanejo velike, resne? Zdaj verjetno vsi pričakujete, da bom rekel, da je katastrofa, pa da čim bolj stran od Slovenije. Ne vem, jaz iskreno povedano nimam slabega občutka, ko živim v Sloveniji. In imam vtis, da tisti mladi, ki želimo poskusiti, ki gremo skozi vse te stopničke, da kljub temu, da nam šola morda ni dala najbolj optimalnega znanja, kljub temu, da smo se mogli to znanje sami poiskati, da smo bili sami primorani si najti mentorje, dobiti podporo pogosto tudi od naših staršev, pa vendarle, ko smo šli čez to in ko smo začeli, ja, je težko, ampak se da. In to je tisto, kar je treba pač poudariti. In mladi, ki bodo se začeli ukvarjati s podjetništvom, sigurno bodo tudi gonilo gospodarske rasti. Torej lahko rečemo, da je nekako te podjetniški inkubatorji, kot je tudi vaš, na primer, ustvarjalnik, ena stopnička med nekom z idejo do nekoga, ki ima denar, ki bi lahko v to idejo investiral, vmes pa seveda ta ideja zraste. Ja, in ko se pogovarjamo o podjetniškem podpornem okolju, in to je zelo dobro, da izpostavimo, velika večina podpornega okolja v Sloveniji ima to napako, da se ukvarja, na nek način je to razumljivo, ampak vendarle, da se ukvarja z podjetji, ki že obstajajo, ki so že ustanovljena in potem dobijo bodisi subvencijo, bodisi neka nepovratna sredstva, bodisi nek zelo poceni kredit, zato da to svojo idejo rastejo. Naša luknja je korak prej, da mi pripeljemo mlado osebo od točke, ko ima samo idejo, pa še ne ekipe, pa še ne podjetja, do točke, da ona sploh lahko realno skoči v to vodo. In tu smo zdaj mi. To je ideja inkubatorja, ustvarjalnik, zato da v tej predpodjetniški fazi znamo pomagati in usmerjamo mlade, zato da se lotijo posla. Veliko bi še lahko govorili, žal se je naš čas iztekel, samo povabimo do februarja 4. Se lahko mladi prijavijo. 20. februar je rok, ko bomo zaprli prijave. To je enostavno zaradi tega, ker so naša mesta omejena, ker imamo trenutno prostora za to, da sprejmemo samo 4 ekipe. 4 ekipam bomo ponudili celoten support, vso podporo in v inkubatorju bodo lahko ostali 4 mesece in potem v času se bomo vsi skupaj močno potrudili, da bodo prišli tako daleč, da bodo lahko odprli svoje podjetje in uspešno poslovali. Od 15 do 100 let smo rekli, da so recimo omejitve pri poslovni, pri začetku, naprimer prve poslovne ideje, ustvarjalnik.org pa nudi še več podatkov o tem. Hvala lepa za obisk.